Evropski vlagatelji so vložili rekordnih $105 milijard v ameriške Bitcoin ETF-e. V drugih novicah pa tudi, kako so kriptostrokovnjaki kritizirali kontraverzni dokument o Bitcoinu, ki ga je pripravil ECB. Italija načrtuje 61% povečanje davkov na kripto in Peter Todd se po znanem dokumentarcu od HBO-ja skriva. To bo še zanimivo. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Evropski vlagatelji so v letu 2024 v ameriške Bitcoin sklade, ETF-e, vložili rekordnih $105 milijard. Čeprav so to zgodovinske številke, cena Bitcoina še vedno ni presegla psihološke meje $70,000, kjer je bila nazadnje julija. Kljub velikim vložkom je Bitcoin ostal pod tem pragom zaradi kombinacije različnih dejavnikov, vključno s kratkoročnimi učinki vstopov v sklade in volatilnostjo trga. Vendar pa analitiki menijo, da bi lahko ta novi kapital pripeljal do rasti cene v prihodnosti. Zelo rad bi videl podoben podatek tudi za Slovenijo, ker kot je meni znano, so ETF-i kar precej popularni tudi tukaj pri nas. Evropska centralna banka, ECB, je v svojem nedavnem poročilu predstavila negativne ocene o Bitcoinu, pri čimer so ga skoraj označili kot finančno prevaro. Kriptoakademiki so temu ostro nasprotovali in objavili podrobno zavrnitev, kjer so kritizirali pomanjkljivo metodologijo in pristranskost poročila. Poudarili so, da Bitcoin prinaša pomembne prednosti, kot so finančna vključenost in možnost čezmejnih plačil, kar ECB spregleda. Prav tako so avtorje poročila obtožili, da zaradi razvijanja digitalnega evra vidijo Bitcoin kot konkurenco. Ja, CBDC, povejte nam, kaj si mislite o tem spodaj v komentarjih. Uživaš v naših novicah? Potem pritisni všeček, komentiraj spodaj in deli s svojimi prijatelji, da bodo tudi oni obveščeni. Ne se pozabi tudi naročiti na naš kanal in nastaviti obveščanja, da ne zamudiš naslednje epizode. Italija načrtuje znatno zvišanje davka na kapitalske dobičke za Bitcoin vlagatelje s trenutnih 26% na 42%. To bi lahko povzročilo padec obsega trgovanja s kriptovalutami v državi, saj bi bili vlagatelji močno obdavčeni ob unovčevanju dobička. Nekateri kriptovlagatelji že razmišljajo o selitvi v države s prijaznejšo davčno politiko, kot sta Nemčija ali Malta. Čeprav italijanska vlada išče načine za zapolnitev proračunskih vrzeli, mnogi v kripto skupnosti menijo, da bi ta poteza lahko imela negativne dolgoročne posledice za gospodarstvo. Italija očitno ne bo več tako lepa za imetnike kripta. Oglejte si tudi naš video o davkih, zakaj so sploh potrebni. Peter Todd, eden izmed ključnih razvijalcev Bitcoina, je po izidu dokumentarca HBO o Bitcoinu prejel vrsto nadlegovalnih sporočil. V dokumentarcu so ga napačno označili za Satoshija Nakamota, kar je povzročilo val pozivov po finančni pomoči in nadlegovanje. Todd je v odzivu na to dejal, da se je zaradi lastne varnosti odločil za umik in kritiziral iskanje prave identitete Satoshija, saj meni, da je anonimnost bistvena za zaščito projekta in posameznikov povezanih z njim. Meni se je zdelo to razkritje v tem dokumentarcu povsem brezpredmetno. Kaj pa vi mislite o tem? In to bo tudi vse za novice tega tedna. Hvala, ker ste bili z nami in se vidimo v naslednjem Kriptopulzu.